Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In ta teden smo v Benediktu. To je najina pot, ki nam bo vzela slabih 10 minut. In še najina trenutna lestvica top 10. Epizodo začenjava pri tej čudoviti cerkvi za nama. Ta je bila zgrajena med letoma 1521 in 1577. To je cerkev svetih treh kraljev in je poznogotska mojstrovina ter eden največjih spomenikov v Sloveniji. Ima bogato okrašene portale, visok strop, rebraste oboke in čudovite oltarje. Vse od gotskega do renesančnega oltarja. Takoj poleg stoji mežnarija, ki prav tako izvira iz leta 1521. Obnovljena je bila leta 2021. Ohranila je peščene kamnite stene, lesena okna in tradicionalno črno kuhinjo. Danes v njej potekajo poroke in degustacije vin ter lokalnih specialitet. In zdaj nekaj za vse ljubitelje vina. Za nama je Dominik Čolnik. Bil je napreden kmet, popotnik in velik vinogradnik. Potoval je po Evropi, zbiral rastline in semena ter jih prenašal nazaj v Slovenijo. Tukaj je tudi zgradil neogotski dvorec in širil slovenski jezik v kmetijstvu. Kljub velikemu uspehu so ga tragedije in dolgovi prisilili, da je zapustil svoje posestvo. Umrl pa je leta 1893. Leta 2005 so tukaj tik ob njegovem rojstnem kraju posadili cepič stare trte, najstarejše žlahtne vinske trte na svetu, ki že več kot 400 let raste pri Mariboru. Reče se ji žametna črnina. Ta stara sorta se še danes vsako leto praznuje z obrezovanjem trte, trgatvijo in degustacijami. Poleg nje lahko najdete tudi radgonsko ranino, lokalno sorto in Clinton, sorto grozdja, ki so jo iz Amerike prenesli v Evropo. Tukaj so se dala manjši izziv, zato ker je tok majhna občina, sva se odločila, da ne bova uporabljala GPS-a, samo mojo orientacijo. Hiter kratek postanek pri vodnjaku Štangrova, kjer si lahko sposodiš knjigo ali pa malo posediš. Midva pa greva naprej. Cerkev svetega Benedikta, ki izvira iz 11. stoletja, združuje gotski in romanski slog. V njej je 5 oltarjev, poročno župnišče s portreti duhovnikov in stolp, ki je bil dokončan leta 1885. Zvonovi, ki so bili izgubljeni med vojno, so bili obnovljeni leta 2018. Evo, tabla za rimske gomile. In če dobro pogledam, že vidim zadnjo lokacijo, ampak najprej podiva do gomil. Moram nekaj priznati. Zgrešila sva cesto, ki vodi sem. Itak vemo, GPS je zelo fajn, ampak sva na koncu vseeno brez tega našla. Benedikt je tudi dom velikih grobnih gomil, rimskih ostankov in najdbe 26 bronastih čelad v Ženjaku. Arheološka izkopavanja so razkrila plasti zgodovine, vključno z rimskimi in železnodobnimi naselbinami. Danes so tukaj informacijske table in to rimsko gomilo za nama. Od tukaj lahko vidva tudi obe cerkvi. Mineralne in termalne vode se na Štajerskem preučujejo že od 16. stoletja. Znane so po zdravilnih učinkih. Ta del Slovenskih goric ima zelo močno geotermalno aktivnost. Tukaj v Benediktu mineralne vode najdemo na manjši globini do približno 100 metrov, s temperaturo okoli 20 stopinj. Meritve v vrtini Benedikt kažejo, da se temperatura vode dvigne od 31 stopinj Celzija na 200 metrih do približno 120 stopinj Celzija na 2000 metrih globine. Kemične analize iz vodnjakov Helena, Ana in Pavla kažejo prisotnost kalcija, magnezija, hidrogen karbonata, natrija in kalija. Predvidevanja geoloških raziskav kažejo, da bi bilo na območju mogoče pridobiti zadostne količine termalne vode za potrebe manjšega turistično-rekreacijskega centra. Poskusila sva tudi vodo, ampak nama okus ni bil všeč. Preveč sva navajena navadnega okusa, ta je precej specifičen. Občina 30 od 212 končana. Občino Benedikt na najni lestvici uvrstiva tik pred Lukovico.
Če ti je video všeč, ga ne pozabi všečkati, se naročiti na najin kanal, ker je čisto brezplačno, del s svojimi prijatelji in se vidimo v naslednji epizodi. Čau in vse dobro!